Pozdravljeni, se mi sliši, tudi še stane filter. Torej, lepo pozdravljeni na današnjem dogodku. Veseli nas, da ste se zbrali kljub izrednim okoliščinam na nek način. Od včeraj popoldne nas je malo en kanček negotovosti popadlo, kako bo možno izvesti današnji dogodek, ampak smo nekako uspeli se zbrati. Moje ime je Marko Peterlin, prihajam z Inštituta za politike prostora in današnji dogodek, ki smo ga poimenovali Spoznaj mojo dobro prakso, orodja za podporo pobudam prebivalcev, poteka v okviru enega projekta, ki ga financira Ministrstvo za okolje in prostor, izvaja pa ga naš inštitut IPOP v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije. Gostitelj današnjega dogodka je občina Ajdovščina, za kar se iskreno zahvaljujemo. In tudi večji del, bi rekel, dogodka bo pravzaprav namenjen predstavitvi praks prav iz Ajdovščine. Ko smo pač organizirali ta dogodek, smo se spraševali, kako na nek način vsako leto imamo neko, bi rekel, temo in letos smo posebno pozornost skušali nameniti orodjem, ki podpirajo ideje in želje prebivalcev in skupnosti in načinom, kako jih lahko občine vključijo v razvoj občin. In tukaj danes bomo pravzaprav slišali same take primere. Dogodek je sestavljen iz dveh delov. Prvi del je uvodni, kjer se pravzaprav predstavi Ajdovščina kot današnji gostitelj in bomo tudi služi kot uvod v terenski del, ki bo potem pravzaprav potekal na terenu, kjer se bomo gledali nekaj dobrih praks, prav izvedenih skozi sodelovanje z občankami in občani v Ajdovščini. Potem sledi odmor in v drugem delu še predstavitev drugih občin in drugih primerov in seveda na koncu razprava. Zdaj pa bi jaz kar povabil k besedi župana Tadeja Bevčanina in tudi k predstavitvi pravzaprav kar teh ajdovskih primerov. Veseli smo, da nas gostite in dobrodošli oziroma vas vabim kar gor. Dobar dan in dobrodošli v Ajdovščini. Moram reči, da smo bili zelo veseli, da nas je Inštitut za politike prostora pravzaprav povabil k temu, da sodelujemo z njimi pri organizaciji današnjega dogodka. Z veseljem namreč delimo prakse, ki jih v Ajdovščini vzpostavljamo, ki jih, bom rekel, v Ajdovščini prilagajamo na naše razmere. In pravzaprav je to ta participacija občanov, tisti ključni, osrednji srž tega današnjega dogodka. Uvodoma podam samo nekoliko, bom rekel, splošen oris vseh oblik participacije, ki jih imamo na našem območju. Konkretneje se pa seveda spustimo v sam participativni proračun, ki je, bom rekel, naša najbolj neposredna in najbolj učinkovita metoda tudi za vključevanje občank in občanov v siceršnjo, bom rekel, lokalno upravljanje. Torej, občina Ajdovščina želi pravzaprav naše občanke in občane vključevati na čim večjih nivojih. Od strateškega pa do tistega, bom rekel, zelo operativnega. Ko govorimo o strateškem nivoju, govorimo seveda o vključevanju občanov in tudi drugih deležnikov seveda v pripravo strateških dokumentov. Konkretno smo ravno pred 2 letoma zaključili proces priprave strategije razvoja občine do leta 2030, v kateri je dejansko neposredno sodelovalo 10% občanov z našega območja. Občina Ajdovščina je, bom rekel, srednje velika občina, 19.400 prebivalcev, kar pomeni, da smo imeli res tudi izjemno veliko število občanov vključenih v pripravo same strategije. Ključen razlog je ta, da je strategija skupna. Torej, strategija ni strategija občinske uprave do leta 2040,
ampak je strategija občine. In če želimo biti pri izvrševanju teh ukrepov seveda učinkoviti, potem je nujno, da to strategijo za svojo čutijo tako naši ljudje, kot seveda tudi podjetja, ki delujejo na našem območju in seveda tudi vse druge inštitucije. Zato smo jih, bom rekel, vsakega na svojem področju poznavanja in zanimanja vključili v samo pripravo. Kot rečeno, učinek je izdelana strategija, ki pa, bom rekel, jo ne nosimo oziroma nimamo na mizi samo na občini, ampak tudi še v marsikateri drugi inštituciji s ciljem seveda, da se ta strategija tudi do leta 2040 uresniči. Naslednja zadeva je seveda sodelovanje javnosti pri pripravi različnih aktov. Tam se poslužujemo pravzaprav različnih metod, od tistih javnih obravnav, ki so, bom rekel, tudi zakonsko določene, pa seveda tudi do raznoraznih posvetovanj, bodisi z reprezentativnimi predstavniki z posameznih področij, kot so na primer na področju športa, športna zveza, na področju mladine, mladinski svet, na področju dela s starejšimi imamo oblikovano posvetovalno skupino in še takih oblik bi lahko našteval. Seveda s ciljem, da pridobimo tisto mnenje z terena, da pridobimo informacije z terena o tematikah, o katerih pravzaprav občina, bodisi občinski svet, bodisi jaz kot župan, bodisi občinska uprava tudi odločajo. Ko sem omenil te skupine, so to pravzaprav posvetovalna telesa, ki jih imamo vzpostavljena na različnih področjih dela, kmetijstvo, gospodarstvo, turizem, sociala, starejši. Kar nekaj je teh posvetovalnih teles, predvsem smo, bom rekel, ponosni tudi na posvetovalna telesa, ki smo jih uspeli vzpostaviti na področju mladine, torej govorimo primer lokalnem partnerstvu za spodbujanje zaposlovanja mladih, kjer imamo tako predstavnike gospodarstva, kot predstavnike mladinskih organizacij, torej mladih, kot tudi predstavnike seveda javnih subjektov, ki delujejo na našem območju. Jasno, vsi se, bom rekel, na 3 mesece srečujejo s ciljem, da pravzaprav stvari, ideje spravijo v prakso. In to je tisti ključen namen pravzaprav vseh teh različnih oblik posvetovanj, sodelovanj z našimi občankami in občani, ko govorimo o, bom rekel, teh bolj strateških temah. Po drugi strani imamo pa ogromno kanalov, ki so namenjeni občankam in občanom za, bom rekel, izvrševanje oziroma soodločanje o nekih ukrepih, ki se odvijajo na našem območju. Torej od, bom rekel, postavitve neke klopce, za katero javijo bodisi v občinsko upravo, bodisi preko občinskega sveta na občino, bodisi obiščejo mene in podajo te pobude, pa seveda do tistih projektov, ki so večji, kjer se tudi večkrat, bom rekel, posvetujemo z občankami in občani, ko govorimo tudi o investicijah, kot so izgradnje kanalizacijskih sistemov, večjih parkirišč in podobno. Jasno, so oblike zelo različne. Tisto, kar pa je ključno načelo, ki se ga, bom rekel, na občini držimo, je to, da občane vprašamo pravzaprav za mnenje takrat, ko ga tudi kanimo, torej nameravamo upoštevati in ne takrat, se pravi, da imamo ta posvetovanja samo za neko formo. Tudi osebno, bom rekel, sem zelo nasproten ideji vključevanja javnosti takrat, ko govorimo o, se pravi, teh formalnih postopkih vključevanja, kjer so pravzaprav odločitve, bom rekel, znane že vnaprej, ampak je zaradi bodisi zakonskega predpisa, bodisi katerekoli drugega predpisa, lahko tudi na lokalni ravni neko vključevanje nujno. Jasno je, da občane želimo spraševati tam, kjer pravzaprav njihovo mnenje dejansko tudi potrebujemo in ga tudi, kot sem rekel, želimo upoštevati. To je tista ključna rdeča nit, ki jo tudi imamo, torej občane po mnenju poprašamo takrat, ko bomo mnenje tudi upoštevali. V primerih, kjer to ni mogoče, se na občanke in občane ne obračamo, ampak sprejmemo odločitev, bom rekel, bodisi na ravni uprave, bodisi na ravni župana oziroma na ravni občinskega sveta. To je tudi tista temeljna usmeritev, ki jo imamo, in tudi okrog te usmeritve smo pravzaprav, kot sem že prej omenil, kar nekaj orodij oziroma oblik participacije vzpostavili. Tista, s katero smo pa, bom rekel, najgloblje prodrli tudi v, bom rekel, širšem prostoru, tako v Sloveniji kot tudi v tujini, pa je projekt participativnega proračuna.
Torej projekt, v katerem, oziroma program, v katerem občani neposredno odločijo, katere investicije se bodo odvijale v posameznih letih. Uvodoma predlagam, da si ogledamo en prispevek RTV-ja, ki je, bom rekel, spremljal to zgodbo tudi v Ajdovščini, potem bom pa nadalje, bom rekel, pojasnil zadevo še nekoliko bolj v detajle. Tako da prosim zdaj za posnetek. V četrtek bodo imeli v Ajdovščini glasovanje. Občanke in občani bodo s 3, 2 in 1 glasom na 6 različicah glasovnice odločali o uresničitvi projektov v svojem okolju. Zakaj? Zato, ker Ajdovščina od leta 2016 izvaja participatorni proračun in je edina, ki ima v statutu zapisano obvezo, da del proračuna porabijo, kot želijo prebivalci. Moram reči, da gre za zelo raznolike projekte. Od takih, kot ga vidimo za mano, do vsebinskih, kot so naprimer turistični vodniki, takega smo enega izdali lansko leto, naprimer. Potem gre za ureditve turističnih poti, zelo veliko je bilo pobud za razne turistične informacijske table. Nekateri so pa zelo praktični, kot so naprimer neke rešetke na naši infrastrukturi za odvodnavanje in podobno. Poleg Ajdovščine participatorni proračun uspešno izvajajo tudi v Komnu in Novi Gorici. Pobuda za to pa je prišla od zgoraj navzdol. V obratni smeri s pobudo občanov pa so ga leta 2015 prvič sprejeli v Mariboru. Ampak se je hitro zalomil, od 14 izglasovanih predlogov so 3 najmanjši narejeni, pa še en delno. Tako da se je seveda pač zaradi neizvajanja, ne moramo pa reči, da je bil izveden. Pomemben je, da se pač postopek izvede tako, da občani na koncu odločijo, kaj se bo naredil, kaj pa ne. Tudi če občini ni pogodbe? Tudi če občini ni pogodbe. Vi tudi glasujete? Seveda glasujem in to je edini način, na katerega pravzaprav osebno posežem v projekte, torej s enakim številom glasov kot vsak drug občan. Najnižja vrednost prijavljenega projekta je 5.000, najvišja pa 15 oziroma 25.000 evrov, če projekt skupaj prijavita 2 območji. Na dan našega obiska je v primernosti prijavljenih projektov za naslednji 2-letni cikl odločala komisija za vloge in pobude občanov. Ključni kriterij je pravzaprav eden in to je to, da tista naloga, da tisti projekt sploh spada v naloge občine kot inštitucije. To je tisti ključen kriterij, seveda, ki ga določajo zakonodajni parametri. Drugi kriterij pa je ta, da je dejansko izvedljiv s silami in kapacitetami, ki jih občina Ajdovščina kot taka ima. Drugače se pa komisija vsebinsko ne spušča v samo presojo. Zato občina nameni odstotek proračuna, kar v številkah pomeni 360.000 evrov, enakomerno porazdeljenih na 6 območij. Letos so k temu dodali še 60.000 evrov, o katerih bodo odločili samo mladi med 16 in 29 letom. Drži, mladi potem na samem glasovanju dobijo 2 glasovnici, ena je za projekte, ki so jih predlagali mladi, druga je pa za projekte, ki spadajo nekje na njihovo območje, na katerega smo občino razdelili. Namreč ta razrez občine smo naredili zaradi tega, da ta sredstva enakomerno porazporedimo po sicer precej širokem območju naše občine. Z 10-odstotno volilno udeležbo so izpolnili svoj cilj, si pa želijo, da bi bil odstotek v prihodnosti še višji. To je zelo močen postopek, s katerim se lahko občani zelo identificirajo, ima tudi vpliv na te regularne volitve. Tudi je opaženo, da se na navadnih volitvah tudi udeležba zvišuje, ker se zvišuje neka zaupanje v demokracijo. Poleg prispevka k aktivnemu državljanstvu gre za dvosmerni proces učenja. Absolutno sem se naučil to, da imajo ljudje odlične ideje. Da imajo ideje, ki jih sicer, pa ne vem zakaj, ne prinesejo na občino, ki jih ne prinesejo do mene in so jih skozi to pobudo pravzaprav posredovali. Učijo se tudi občani. O tem, da pač ni neomejeno denarja, da se ne da vse narediti v enem tednu. Do tega pač, da začneš bolj gledati svoje življenjsko okolje, bolj opaziš, kaj je narobe. In s časom pride, Svetovna banka uporablja izraz inverzije investicijskih prioritet, kar enostavno pomeni, da nehamo gledati sam nase in začnemo pač celo skupnost obravnavati in se s tem pač krepi sam nek občutek pripadnosti, zaupanje drug do drugega. Pred novembrskimi lokalnimi volitvami velja biti pozoren, kateri župan resno jemlje 48.a člen zakona o lokalni samoupravi, ki občine sicer ne zavezuje, omogoča pa uvedbo participatornega proračuna, ker potem takem resno jemlje tudi demokracijo. Tako, ta prispevek ponavadi, bom rekel, radi pokažemo, ker res, bom rekel, v relativno strnjenem času pokaže tako določene produkte, ki nastanejo skozi proces participativnega proračuna
kot seveda tudi deloma opiše sam postopek. Prispevek je nastal po prvem glasovanju, ki smo ga izvedli, to je bilo, bom rekel, v letu 2016. Potem smo cikel ponovili v letu 2018, ko se nam je ta udeležba z 10% dvigana skupna na 20%. V letošnjem letu zgodbo ponavljamo in pričakujemo tega spet rast za vsaj 10% udeležbe pri glasovanju. Namreč eden ključnih naših ciljev, ob tem, da seveda projekti nastanejo, je tudi ta, da so občanke in občani aktivni. Da se aktivirajo, da pravzaprav predlagajo ideje, da predlagajo svoje pobude, da, bom rekel, tudi potem jasno svojim glasom odločajo o tem, kateri projekti bodo dejansko tudi izvedeni. V sami zgodbi pravzaprav opažamo nekaj specifik, ki jih želim tudi sedaj, bom rekel, deliti z vami. Torej, en tistih ključnih učinkov, kot sem omenil, je res ta aktivacija občanov, gradnja pripadnosti do skupnega, tako do lokalne skupnosti, kot seveda tudi do te skupne infrastrukture, ki jo gradimo, bodisi skozi te projekte, bodisi kot občina neposredno, se pravi, odnos do te infrastrukture se bistveno izboljša, ljudje bistveno bolj skrbijo potem tudi za to vrstno infrastrukturo, ko je ta že zgrajena. Torej, ogromno nekih pozitivnih učinkov opažamo na terenu. Samo glasovanje je pa, bom rekel, nekoliko specifično. Tukaj bi se rad tudi pravzaprav vam par informacij podal. Torej, splošno povprečje na ravni celotne občine, glasujejo pri nas posameznikov od 16. leta naprej, je bilo ob prvem zbiranju 10%, ob drugem zbiranju 20%. Pri čemer gre pravzaprav izpostaviti dve ugotovitvi. V prvem ciklu smo imeli ugotovitev, da je odstopanje udeležbe mladih pravzaprav bilo bistveno, torej bistveno manj mladih se je udeležilo glasovanja in tudi oddalo svoje pobude, kot smo to želeli. Zato smo z drugim, se pravi, bistveno manj kot tudi drugih generacij, govorimo o velikem razkoraku, če smo imeli nekje, se pravi, med ostalimi 15% udeležbo, smo imeli med mladimi 2% udeležbo, ali pa 3%. To smo želeli seveda izboljšati in odločili smo se za način, ko smo mladim dejansko omogočili svoje projekte in glasovanje, se pravi samo mladih o projektih, ki jih predlagajo mladi. Na ta način smo o prejšnjem zbiranju dejansko izravnali povprečno udeležbo med mladimi in povprečno udeležbo med ostalimi generacijami. Tukaj smo, bom rekel, z doseženim zadovoljni. Tisto, kar nas čaka poseben izziv v letošnjem letu, pa je pravzaprav gradnja udeležbe predvsem v mestu. Torej, občina naša ima mesto Ajdovščino in precej razvejano podeželje. Na podeželju so bili odstotki udeležbe bistveno višji od povprečja. Govorimo o povprečju 37% na podeželju, v mestu je bil pa ta odstotek 4%. Torej, 4% prebivalcev, občanov, ki živijo v mestu, se je udeležilo tega glasovanja. Tako da tukaj imamo, bom rekel, zdaj v letošnjem letu poseben cilj tudi ta odstotek, bom rekel, zvišati oziroma ga spraviti na raven povprečja celotne občine. Ko sem omenil vasi, dogajalo se je, ker se ljudje res izrazito povežejo, ko prijavljajo projekte, pa tudi potem, ko spodbujajo, bom rekel, sovaščane k temu, da grejo glasovati za te projekte, da so se te vasi izjemno povezale. V rekorderja iz zadnjega zbiranja imamo eno krajevno skupnost Velike Žablje, kjer smo imeli to volilno udeležbo kar 78%. Se pravi, bistveno višjo kot na katerihkoli drugih volitvah. In to so tisti potenciali, ki jih prepoznavamo pravzaprav v celotnem projektu. Torej, da lahko dosežemo res ogromne, bom rekel, številke, pa ne zaradi številko takih, ampak zaradi aktivacije občank in občanov. Tudi tukaj je res, bom rekel, zelo lepo gleda tudi vasi, kako se delujejo med seboj, da se podpirajo, da, bom rekel, podpirajo skupne projekte na območju, na širšem območju, torej ne samo v svoji vasi. Zato smo tudi glasovnico naredili tako, da moraš glasovati o vsaj 3 projektih, če želiš, da so tvoji glasovi veljavni. Torej, enemu projektu dajo 3 točke, enemu 2 točki, enemu 1 točko in s tem so pravzaprav prisiljeni, da dajo glas še kakšnemu projektu, ki se izvaja izven njihovega območja, torej naprimer njihove vasi.
Naslednja zadeva, v bistvu, ki jo želim pravzaprav še pojasniti, je, kako zadeva v fazah teče. Torej, pripravljalna faza je tista faza, v kateri, bom rekel, kot komisija potrdimo te osnovne limite projektov. Vrednostno jih imamo omejene na 5 do 25 tisoč evrov. Spodnja meja je taka, da pravzaprav omogoča oziroma onemogoča neke res, bom rekel, banalne projekte, ki jim jaz pravim dostikrat projekti dobre volje, kot so, ne vem, postavitev 2 klopc, ene mize ali pa ureditev ene zelenice, ne. Po drugi strani pa je to tudi tista meja, ne, ki, bomo rekli, pri kateri začnemo govoriti o nekih bolj strukturiranih projektih tudi. Zgornja meja 25 tisoč, ne, smo jo pa postavili iz razloga, da je lahko teh projektov na ravni občine čim več. Ob vsakem zbiranju zberemo približno 100 pobud, od katerih jih gre 70 na glasovanje, od katerih jih je pa potem tam med 30 in 35 tudi izbranih za izvedbo. Torej, številom oddanih pobud smo zadovoljni, zato pa, da nimamo, bom rekel, preveč teh pobud razpršenih, pa organiziramo tudi delavnice v pripravljalni fazi projekta po različnih lokacijah v občini, ponavadi imamo okrog 10 tovrstnih delavnic, katerih cilj je pravzaprav, da združijo ideje posameznih občanov ali vaščanov v skupno idejo, da se ponotranijo, okrog katere projekte bi izbrali in pravzaprav na ta način tudi že v tej fazi prijave projektov odločijo, za katere projekte se bojo prizadevali potem, da grejo tudi v realizacijo. Torej, naslednji korak je jasno potem po tej pripravljalni fazi objava poziva, v katerem damo te osnovne pogoje, v katerim seveda objavi sledijo potem te delavnice in oddaja predlogov, na kar imamo v relativno zgoščenem obdobju čas za to, da tako strokovne službe občinske uprave, kot seveda tudi komisija za vloge in pobude občanov vse vloge predelajo in jih presodijo. Ali so, bom rekel, prvič znotraj teh finančnih gabaritov, drugič, da so izvedljivi, torej da ne presegajo kapacitet občinske uprave za samo izvedbo projektov in se pravi tretje pa ta, da gre pravzaprav za projekt spet izvedljiv v smislu tega, da je sploh v pristojnostih občine in da ga je tudi moč izvesti iz javnih virov. Ko je ta faza narejena, vsem občanom pošljemo seznam projektov, ki so se uvrstili na glasovanje in jih seveda povabimo k glasovanju, ki poteka na 27 točkah po naši občini. Mi se zaenkrat za spletno glasovanje še nismo odločili, v letošnjem letu ga bomo najverjetneje, bom rekel, uvedli, ni pa zadeva še 100-odstotna. Torej, predvsem se želimo izogniti raznoraznim zadevam, kjer bi lahko omogočili bodisi špekulacije, bodisi kakršnekoli, bom rekel, druge malverzacije pri glasovanju o projektih. Kajti izkazalo se je, da tisti, ki so pobudniki projektov, se res izjemno potrudijo za to, da so njihovi projekti tudi izglasovani. Se spomnim izpred 2 let, so me klicali iz ene lokalne radijske postaje in vprašali, zdaj tam so pa eni z ene vaše vasi naročili eno glas za participativni proračun, ga lahko objavimo. Jasno ga lahko objavijo. Torej, občani so res, bom rekel, navdušeni, ko te stvari počnejo in želijo, bom rekel, svoje projekte izjemno spromovirati, kar je tudi izjemno pomemben cilj celotnega projekta. Jasno, ko jih povabimo v glasovanju, pride potem samo glasovanje, tega izvajamo dvakrat, enkrat v terminu, bom rekel, čez teden, kot neko predčasno glasovanje, to sta 2 uri, mislim, da je bil četrtek popoldne, in pa potem na nedeljsko dopoldne. Popoldne pa se že preštevajo rezultati in zvečer so tudi ti rezultati objavljeni. Bom rekel, seveda, še neuradni, potem jih še ta komisija za vloge in pobude dokončno potrdi in rezultate objavi. Tukaj se participacija občanov ne konča. Vsaj naša želja je taka, da se ne konča. Torej, to so projekti, ki potem grejo neposredno v proračun, ki so izglasovani, ampak tudi izvajanje teh projektov, bom rekel, peljemo tesno z roko v roki s samimi predlagatelji. Torej, oni sodelujejo tako pri administraciji povezani s projekti, kot seveda tudi pri samem izvajanju. Tukaj smo še do določene pluse ugotovili, ko so na primer ugotovili, da sredstev primanjkuje, so pa dostikrat tudi rekli, dobro, bomo pa sami ta del naredili, pa dajmo iz projekta kriti samo material.
take zadeve v bistvu so možne, jih lahko na tak način oblikujemo in učink, pravzaprav na, bom rekel, potem spet tisto skupno družbeno premoženje je seveda bistveno višji, kot če bi občina tak projekt sama izvajala in pravzaprav vse storitve, ki so opravljene, tudi neposredno plačala. Torej, ljudje so še vedno pripravljeni graditi, sooblikovati skupnost in projekt participativnega proračuna in to možnost dejansko in pri tej želji pomaga, da jo uresničijo, se pravi, da speljejo zadeve na način, kot so si tudi, bom rekel, zaželeli in zamislili. Tako da sami učinke na občini ocenujemo kot izjemno dobre, zato smo tudi to vrstno razdeljevanje proračunskih sredstev, torej z glasovanjem občanov, upisali tudi v naš statut, kar je pravzaprav naloga vsem bodočim vodstvom občine, da pravzaprav to obliko ohranjajo in jo tudi uporabljajo v letih, ki šele prihajajo. Bom rekel, ljudje so projekt sprejeli za svojega, ga imajo radi in kot občina jim bomo seveda tukaj vedno pomagali za to, da dobi ta kanal, ki ga imamo za participacijo, tudi ohranjamo. Sicer se pri sami izvedbi poslužujemo tudi pomoči zunanjih izvajalcev, tudi to povem, se pravi izvedba delavnic, glasovanje, organizacija glasovanja in podobno. Poslužujemo se pomoči tudi krajevnih skupnosti, to so tisti v bistvu, ki so tudi fizično prisotni na, bom rekel, točkah, kjer glasovanje poteka. Namreč tudi te stroške izvedbe, seveda želimo čim bolj omejiti v občini, bom rekel, samo stroškom izvedbe namenjamo 15 000 evrov vsaki 2 leti. Na 2 leti jasno tudi zbiramo te projekte za prihodnji 2 leti, kar je relativno majhen znesek, če ga, bom rekel, razporedimo na učinke oziroma ovrednotimo skozi učinke, ki jih na ta način tudi dosegamo. Vključuje pa ta strošek pravzaprav vse, vsa pošiljanja v gospodinjstva, objave oglasnega materiala, tiskanje glasovnic, vse, kar je stroški zunanjih izvajalcev, vse, kar je v, bom rekel, kompletu priprave in nastajanja stroškov tega projekta. Kot rečeno, mi ga kanimo peljati naprej, prepoznavamo res zelo dobre učinke in tukaj vedno moj apel tudi ostalim občinam, vzpostavite kanale, v katere verjamete, ki vidite, da delujejo. Predvsem je pa tukaj tudi pomembno to, da se gradi to zaupanje med občani in občino, torej da projekti, ki so izglasovani, so potem tudi izvedeni. To je tista nujna zadeva, ki se mora zgoditi v Mariboru. V prispevku je bilo omenjeno, so imeli zelo slabo izkušnjo. Oni so bili prva občina, ki so postopek začeli, ampak ga ne dokončali. Mi smo prva občina, ki smo postopek začeli in ga tudi pripeljali do realizacije teh pobud, ki so bile izglasovane. Tako da se štejemo nekako za tisto pionirsko občino na območju države, ki je s to vrstno obliko razdeljevanja proračunskih sredstev dejansko tudi uspela. Izkušnje iz tujine kažejo na to, da ima participativni proračun izjemno moč. Možno ga izpeljati povsod. Če ga lahko izpeljejo v New Yorku, verjemite, ga lahko izpeljemo tudi v Ljubljani, torej našem največjem mestu, največji občini. Lahko ga izpeljemo jasno še toliko lažje v najmanjši slovenski občini. In res moj nasvet je, da ukolikor verjamete v cilje in želite dosegati te cilje, da potem tudi jasno pristopite po vaših občinah k izvajanju te oblike. Toliko, mogoče uvodoma, saj mislim, da imamo še nekaj 10 minut tudi za razpravo, če bojo kakšne vprašanja, potem po predstavitvi programa, ki sledi, torej programa Mladost na Muri, ki smo ga pa v letošnjem letu, pa predvsem v smislu aktivacije otrok in mladine upeljali. Tega bo pa kolegica iz Inštituta za mladinsko politiko predstavila. Hvala lepa za to uvodno pozornost, pa kot rečeno, ostanem z vami do konca tega prvega dela, če bodo še ključne vprašanja. Hvala, mislim, da vam je bilo očitno, zakaj smo si izbrali za današnji dogodek prav Ajdovščino. Ne gre samo za to, da je bila Ajdovščina prva, ki je cel cikl speljala, gre tudi za to, da se pravzaprav skozi to prakso zdaj že dvakratne izvedbe izkušnje nabirajo in skozi te izkušnje pravzaprav tudi neka nova dodana vrednost, ki je seveda koristna tudi za druge,
da vidijo, kje so lahko neke šibke točke ali pa neki izzivi in kako jih naslavljati pravzaprav, kot naprimer ta z mladimi ali pa z mestom, ki je pač slab zastopa. Pa seveda, predvsem je bilo pa zelo dobro predstavljeno, kaj so dodane vrednosti in kakšni so pozitivni učinki na celoto razvoja občine. Zdaj bi pa povabil k drugi predstavitvi Urško Milač iz Inštituta za mladinsko politiko, ki bo pa predstavila to pobudo oziroma program Mladost na Muri. Hvala lepa, lep pozdrav vsem zbranim. Posebej navdihujoče je imeti predstavitev z govorom našega župana Tadeja Beočanina. Mislim, da vaše besede in vaša vizija razvoja naše občine v človeku vzbudi en poseben zanos. In s takim zanosom je tudi program Mladost na Buri septembra 2019 vstopil v prvo leto svojega delovanja. Jaz vam bom v tej kratki predstavitvi najprej predstavila, kako je program Mladost na Buri organiziran, v nadaljevanju na kratko povedala, kako smo ga izvajali v letošnjem letu. Bom pa z vami tekom celotnega današnjega dogodka, tako da tudi v terenskem delu, tako da me lahko tudi spotoma še vprašate, kar vas bo zanimalo. Torej, prvo pilotno leto programa Mladost na Buri je to leto, šolsko leto 2019-2020. Občina Ajdovščina je program Mladost na Buri zaupala v upravljanje Inštitutu za mladinsko politiko Ajdovščina, ki se prvenstveno ukvarja z programom Mladim prijazna občina, podeljuje občinam certifikate Mladim prijazna občina, ima še nekatere zanimive, tudi nove, sveže programe, kot je Senčenje na delovnem mestu in z letošnjim letom torej tudi program Mladost na Buri. Cilj oziroma namen, zakaj ta program, smo že slišali gospoda župana, pravi, občane in občanke želimo pri njih krepiti pripadnost lokalni skupnosti. Tudi program Mladost na Buri pri mladih želi krepiti to povezanost z lokalno skupnostjo in osnovni namen in cilj je, da mlade od vrtca, od 3. leta starosti do 21. leta spodbuja k prostovoljnemu aktivnemu udejstvovanju v skupnosti. Hkrati pa si želi pri mladih z aktivnostmi razvijati tudi neko sočutje do človeka, neko solidarnost in skrb za svoj poklicni razvoj in za svoje zdravje. Občina Ajdovščina si s programom želi aktivne, družbeno odgovorne, solidarne posameznike, samostojne, podjetne in predvsem v zadnjem času zelo pomembno, predvsem zdrave mlade. Take mlade si Ajdovščina želi obdržati pravzaprav njih in njihove potenciale v tem lokalnem okolju, zato da se bo razvijala z njihovimi potenciali lahko naprej. Na kratko, jaz sem pripravila malo slikovne predstavitve, ker je program precej kompleksen in širok, da si boste lažje predstavljali, sicer bo pa še potem čas za razpravo. Torej, vključijo se lahko že s 3. letom starosti, vrtčevski otroci najprej v prvi skupini nastopajo v kategoriji Grozdek. Je nekako stopnjevalno naravnan program, morda bi nekdo pomislil, da je tekmovalno naravnan, v resnici vsak posameznik v programu tekmuje v bistvu sam s seboj. Najmlajši začnejo v programu Grozdek, potem pa gre 1., 2., 3. trijada in pa potem mladi od 15 do 21 let. Te posamezne kategorije smo poimenovali po nekih lokalnih znamenitostih, ki jih boste lahko opazili tudi na našem terenskem pohodu.
morda za Burjo bi bilo potrebno počakati do večera, pravi, da bo zmerno do pretežna burja zapihala pod večer. V vsaki tej kategoriji pa učenci oziroma mladi in otroci osvajajo bronasto, srebrno, zlato značko. Vsaka kategorija, vidite, traja po 3 leta. Zunaj sem vam tudi lepo predstavila na mizici te dnevnike, tako da si jih boste lahko pogledali in preverili, kako v bistvu to dejansko izgleda. Celo leto, se pravi šolsko leto, program se začne 1. septembra in traja do 30. maja. Udeleženci sodelujejo na 4 področjih, izvajajo aktivnosti na 4 področjih, na področju moje skupnosti, na področju moj prijatelj, moj poklic in moje zdravje. Zdaj, vse ta področja so zelo premišljeno bila postavljena, celoten program je bil pravzaprav zelo premišljeno, ni bil zasnovan kar čez noč, kar nekaj časa smo se dogovarjali z strokovnimi, izobraževalnimi, vzgojnimi zavodi, organizacijami, posamezniki in da je v bistvu nastal program Mladost na Burji, je to en skupek znanja, precej širokega znanja strokovnjakov. V moji skupnosti naj bi pač aktivnosti spodbujale k udejstvovanju v aktivnosti, ki se dogajajo v lokalni skupnosti. Pri mojem prijatelju opravljajo aktivnosti, ki naj bi spodbujali solidarnost do ranljivejših skupin. Pri mojem poklicu naj bi pri mladih razvijali podjetnost, naj bi razmišljali, kaj bodo v življenju počeli, s čim se bodo ukvarjali. In pri mojem zdravju predvsem gre za zdravje nas samih in za varovanje našega okolja. Na vseh 4 področjih naj bi tekom programskega leta izvedli po 3 osnovne aktivnosti. Jaz v detalje prav ne bom šla, če vas bo zanimalo, vam lahko tudi še potem bolj detaljno razložim, kaj je zahtevna aktivnost in kaj je osnovna aktivnost. Načeloma naj bi naredili na vsakem področju po 3 aktivnosti, s tem, da ima potem vsaka kategorija še določene posamezne specifike. V prvi triadi učenci, ki nastopajo kot razred, kot skupina, se pravi v Hublu in Čavnu nastopajo kot skupina, kot vidite, in v naslednjih starejših, kot Kastra in Burja, pa mladi nastopajo kot posamezniki. In v prvem delu, se pravi v kategoriji Hubel, morajo narediti še nek skupinski projekt, ki je povezan z občino Ajdovščina, na stopnji Čaven. Nekako se stopnjujejo te naloge. S starostjo, tudi v dnevnikih boste videli, kako beležijo otroci, najmlajši lepijo nalepke, prvi razred riše, potem vse več pišejo. Z starostjo se pravzaprav zahtevnost teh aktivnosti veča. Tako da v tej drugi kategoriji, 4. do 6. razred, se že pričakuje, da tudi postopoma sami začnejo iskati te svoje priložnosti, v katere aktivnosti bi se lahko vključili. Tako da morajo kot posamezniki narediti že eno aktivnost z področja moje skupnosti in eno z področja moje zdravje. Potem pa na stopni Kastra in Burja pa nastopajo popolnoma kot posamezniki, s tem, da ko končajo 9. razred, naredijo še eno pisno nalogo, izdelek povezano z občino Ajdovščina in na koncu Burje pred samim Zlatim stolpom, ki je zaključek tega programa, pa naredijo še malo večjo projektno nalogo oziroma izdelek, ki je nekako povezan z občino Ajdovščina, na temo občine Ajdovščina. Zelo različne stvari počnejo. Mi smo zdaj ravno v fazi, ko zbiramo poročila vseh učiteljev. Naj povem, da se je v tem prvem pilotnem letu v program vključilo skoraj 1700 otrok in mladih, največ na teh prvih stopnjah, se pravi vrtčevskih in
na stopni Hubelj in Čaven, nekoliko manj sicer na teh, kjer nastopajo posamezniki, ampak to je normalno za prvo leto programa, tako da pričakujemo, da bojo s časoma, ko bojo prihajali iz teh kategorij, kjer nastopajo kot skupine, se bojo tudi naprej lažje odločili, da bojo kot posamezniki še vedno vztrajali v programu. Zelo različne stvari. To je, v bistvu sem zbrala res ene osnovne aktivnosti, če si jih lahko sami preberete, bomo pa zbrali vse iz poročil, kar so naši otroci in mladi učenci letos počeli, tudi zato, da učitelji med seboj lahko delijo ideje, kaj bi lahko s svojimi učenci še počeli. Kot sem rekla, s starostjo se v bistvu zahtevnost programa veča, tudi starejših udeležencev se pričakuje že v bistvu vključevanje z nekimi zahtevnejšimi aktivnostmi. Če so na prvih stopnjah udeleženci v glavnem se recimo udeležijo ali neke prireditve v skupnosti, ali se samo poučijo o zdravju, o poklicu, pa se na tej višji stopni že pričakuje, da se aktivno vključijo v samo organizacijo nekega dogodka oziroma da sami organizirajo neke aktivnosti, ki pač promovirajo te ali bodi si zdravje, bodi si poklic, bodi si solidarnost oziroma v skupnosti aktivno sodelujejo pri organizaciji raznoraznih proslav, športnih prireditev in tako dalje. Spletna stran programa Mladost na Buri je zelo zgovorna. Mi smo v bistvu, tako kot smo pri samem snovanju programa povezali številne vzgojno-izobraževalne institucije, organizacije, javne zavode, nevladne organizacije, tudi pri samem izvajanju vztrajamo pri tem, ker verjamemo, da v tem sodelovanju bomo lahko program, ki je tako širok, kot je program Mladost na Buri, izvajali optimalno. Zato se še vedno tekom celotnega programskega leta povezujemo predvsem s šolami in pa z organizacijami, ki izvajajo aktivnosti, kamor se mladi udeleženci lahko vključujejo in tiste aktivnosti potem beležijo v svoje dnevnike. Tako da na naši spletni strani žurno objavljamo aktualno ponudbo organiziranih aktivnosti. Zdaj je sicer tele nove okoliščine, s čimer se soočamo, tudi same organizacije morda ne upajo organizirati aktivnosti na način, kot smo jih bili vajeni, čeprav moramo reči, da so tudi zelo prilagodljive, tako da Pilonova galerija je v času karantene zelo hitro uvedla neko digitalno, si lahko šel ogled razstave in tako da mislim, da se bomo tudi organizacija prilagodila tem novim okoliščinam. Tako da program Mladost na Buri nima strahu, da ne bi moral delovati na način in da ne bi mogel dosegati ciljev, ki jih ima. Zelo na kratko, to ni treba brati, ker je res na majhno napisano. Bistvo pa je, da organizacije, ki izvajajo aktivnosti v lokalni skupnosti, ki so primerne za vpis v dnevnike Mladost na Buri, s posebnimi obrazci sporočajo, katere aktivnosti bojo izvajale, ali bojo to izvajale v obliki delavnic na šolah, ali vabijo k sebi v svoje prostore prostovoljce, natančno opišejo, kaj ponujejo, kaj rabijo, kdo se lahko vključi, na kakšen način se vključi, kontaktne podatke, tako da v bistvu smo, Mladost na Buri je nekako vez med
udeleženci programa in pa organizacijami, ki izvajajo aktivnosti. To se potem, jaz bi vam lahko zdaj tukaj predstavila prav direktno stran, verjetno se zapletli, ker je zelo kompleksna, je pa narejena na način, da v bistvu vsakdo, ki išče neko aktivnost, da mu manjka v dnevniku, če smo rekli na vsakem področju 3 aktivnosti, da mu recimo na področju moje zdravje manjka ena aktivnost, gre pogledati lahko na spletno stran Mladost na Buri in reče recimo na levi strani ima stopnjo, on nastopa na stopnji Čaven in ga zanima področje moje zdravje, ker mu tam še ena aktivnost manjka. Ko te 2 stvari skombinira, potem se mu pojavijo aktivnosti, ki so primerne in se odvijajo v lokalni skupnosti, v katere se lahko vključi. Na spletni strani pa imamo navedenih tudi številne primerne aktivnosti, torej tiste, ki ti dajo nekaj idej, kaj bi pa lahko, tudi za tiste, ki so tako ambiciozni, da se določene aktivnosti, določenega projekta, organizacije lotijo sami. Torej, sami stopijo do organizacije in dajo svojo pobudo, jaz bi pa rad to naredil. Tako da imamo tudi nekaj predlogov, nekaj idej, kjer mladi lahko pač dobijo zamisel, kaj bi počeli. Tako, vidimo, na tej strani so lično oblikovani dnevniki, mislim, da smo lahko zelo ponosni in to je tudi kar dosti bistveno v tem programu, vsa celostna podoba. Celostna podoba, ta vizualni izgled programa Mladost na Buri je res čudovit. To je delo lokalne mlade oblikovalke Teje Boljevšček, tudi vse značke, vsa ta podoba je precej prepoznavna. Torej, v take dnevnike, ki se za vsaka kategorija ima poseben dnevnik, si jih lahko tudi zunaj malo pogledate, prelistate. Sem vam prinesla tudi en izpolnjen dnevnik, da boste videli, kako to izgleda. To je dnevnik mojega sina iz 1. razreda. Mi je pa naročil, da ga morate previdno listati. To sem tudi jaz naročila učiteljem, da lahko te dnevnike vzamejo čez počitnice domov, ampak ne jih skrbno čuvajo in izgleda, da je vzgoja se dobro prenaša, ker je prišla tudi do mene in zdaj jaz predajam na vas. Je zelo zanimivo, na kakšen način potem to dejansko upisujejo v dnevnike, tako da jaz ga imam s seboj, lahko stopite do mene kasneje in si lahko pogledate. Ko to vse upišejo, ker je bistveno v teh upisovanjih je, da se poleg tega, da povejo kaj upišejo aktivnost, torej ime same aktivnosti, kaj so znotraj tega počeli, je zelo pomembno in to je ena bistvena stvar programa Mladost na Buri, ker tudi učimo mladostnike, včasih tudi sami sebe še k temu spodbujajo, se pravi, da znamo vrednotiti, zakaj nam nekaj, kar smo naredili, kaj nam to pomeni, zakaj je to dobro za nas in kako bomo to vnaprej lahko uporabili. Tako da to je en bistven del programa Mladost na Buri, je to vrednotenje in starejši, ko so učenci, starejši, ko so udeleženci, bolj natančno morajo te svoje dnevnike to opisovati. Na koncu, če so vse aktivnosti ustrezno opisane, podpisane, dobijo ustrezno značko. Tudi značke so zunaj in pa priznanje. S tem se zaključi zgolj programsko leto, oni nadaljujejo v naslednjem letu na naslednji stopni in ko prehajajo iz ene kategorije v drugo kategorijo, prejmejo naslednji dnevnik in tako dalje. Vsako leto ponovno upišemo, vsako leto pač, da je to šolsko leto, ki prihaja, bomo udeležence ponovno upisali in nekaterim pač dali nove dnevnike, ki so prišli na naslednje stopnje. Kot sem rekla, skoraj 1700 otrok in mladih se je vključilo v tem pilotnem letu programa.
Največ res na teh nižjih stopnjah, ki so tudi vsi uspešno zaključili program v juniju. Te posebne okoliščine, kar je to leto 2020 nam prineslo, smo tudi program Mladost na buri nekoliko prilagodili, tako da smo predvsem tem, ki nastopajo kot posamezniki, ker vemo, da se niti nekateri niso vračali več v šolsko okolje, niso imeli toliko podpore razrednikov in koordinatorjev programa na samih šolah in morda ostaja še kakšna aktivnost, tako da smo jim pustili čas še čez poletje in bojo izjemoma v tem letu lahko program zaključili tudi še septembra. Je pa večina udeležencev zaključila program že v juniju. Zaradi vseh teh preventivnih ukrepov smo naredili en tak manjši sklepni dogodek, kjer smo podelili zlato kastro učencem 9. razreda in pa tudi zahvale koordinatorjev. Moram reči, da v program so vključene vse osnovne šole v občini Ajdovščina, srednja šola, vsi vrtci, enote in na vseh teh šolah delujejo koordinatorji, ki so vez med nami in udeleženci, učitelji. So zelo lepo sprejeli program in nudijo res veliko podporo vsem udeležencem, ki v programu nastopajo. Tako da smo se tudi s posebnim darilom zahvalili tudi tem vsem koordinatorjem iz šole. Tako je, program, ideje, finance, vse lahko imaš. Predvsem pa pomembno je, da imaš voljo biti zraven. Mislim, da ravno v občini Ajdovščina je ravno to posebnost, da ti mladi zelo lepo sprejemajo našega župana Tadeja Gavčarja, njegove občinske programe, projekte, tudi zato, ker si je treba za mlade vzeti čas. Ma ne samo čas tako nadaljavo, ampak konkretno čas, da oni začutijo, da se mi dejansko zanimamo za njih, kaj oni počnejo. Tako da smo ob koncu šolskega leta sicer večina učencev dobila priznanja in značke v svojih razredih, na nekatere šole pa smo tudi, je gospod župan tudi osebno tem učencem, ki so uspešno zaključili, podelil značke in priznanja in zelo so bili veseli tega obiska. Tako, Inštitut za mladinsko politiko je izvajalec tega občinskega programa, Mladost na buri. Naša pisarna je v Hiši mladih, kjer so združene večina mladinskih organizacij, to je res en tak širši prostor za mlade v Palah, ki si ga boste tudi kasneje ogledali. Tam smo razstavili tudi eno zelo zanimivo razstavo Moja Ajdovščina, kjer so sodelovali udeleženci programa Mladost na buri. V času karantene, ko smo bili zaprti v svoje občine, smo imeli idejo in pobudo dobili tudi z občine, da bi za občinski praznik 5. maja mladi razmišljali o tem, kako jim je živeti v svoji občini, in nastale so res zanimive, duhovite in zelo kreativni prispevki, ki so razstavljeni po celotni galeriji v Hiši mladih, ki jo bomo tudi kasneje potem obiskali. To bi bilo mogoče na kratko zdaj vse. Jaz mislim, da je zdaj še čas za razpravo. Lahko kar počakam na odru. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj, kot je že gospa omenila, seveda se na obe uvodni predstavitvi lahko kaj vprašate o oba uvodna govorca, tako da, če bi vas kaj zanimali, je zdaj ta prava prilika. Potem pa seveda sledi še ogled na terenu. Tako da, možnost je, da uporabite ta mikrofon tukaj spredi, ali pa če bolj na glas govorite, pač
ostanete pa poveste. Jaz bi imela vprašanje za Pa predstaviti. Zala Večer Kostorož. Jaz bi imela vprašanje za gospoda župana glede proračuna in sicer kakšne pobude so pa prišle iz lokalnega okolja, pravi iz mesta Ajdovščina. Samo mesto, tukaj ugotavljamo sicer eno specifiko, v primerjavi s podeželjem, kar tudi sicer, bom rekel, v zadnjem obdobju pospešeno vlagamo v mesto v primerjavi s podeželjem. Namreč v naši občini smo v razmerju vlaganj na podeželje in vlaganj v mesto bistveno več v preteklosti sredstev namenjali podeželju. Tako da smo zdaj, bom rekel, v obdobju zadnjih 5 let ta vlaganja spremenili in jih začeli jasno več dajati v samo mesto. Na koncu se boste takoj zdaj sprehodili čez prenovljen Lavričev trg, tik pred zaključkom investicije smo, ki ga pravzaprav šele letos dejansko tudi zapiramo za motorni promet, oziroma smo ga zaprli 2 leti nazaj, ko se je gradnja začela. In tukaj je tudi pravzaprav tisti ključni razlog, torej teh večjih vlaganj za samo vsebino projektov, ki jih bom pa jasno zdaj naštel. Torej, v osnovi gre bolj za lepotilne projekte, s česar sem, bom rekel, tudi osebno zelo vesel, kot so konkretno izgradnja nekih paviljonov, Forma Vive, paviljoni v parkih Forma Vive smo imeli. Imeli smo potem tudi izvedbo otroških igral, ureditev zelenih površin v blokovskih naseljih. Torej, take, govorimo predvsem o infrastrukturnih, torej vsebinskih ni toliko, v samem mestu jih je več na podeželju. Tukaj imamo res, bom rekel, to lepotilno infrastrukturo, ki, bom rekel, pa vseeno pogoje v mestu bistveno izboljšuje in kot koncu tudi ta ponos naših prebivalcev, da so del mesta. Jože Kos-Grabar iz podjetja Zoom TV Maribor. Ko sem razumel ta program, nekako naslavlja otroke in mladostnike do 18. leta starosti. 21. Rekli ste pa, da je tudi poseben del participatornega proračuna namenjen mladini med 19 in pa 29, tu nekje. Pa me zanima, če ima občina kakšne take vključujoče skupnostne programe, skratka neke oblike intenzivnejšega sodelovanja mladih v starostni dobi med 18 in pa 30 letnim starosti. Namreč zakaj sprašujem? Ker menim pač na osnovi mojih izkušenj, da je v tej dobi mladina precej zainteresirana za malo bolj intenzivno sodelovanje, skratka ne samo svojo generacijo, ampak tudi v nekem svojem okolju. Recimo, ko sem deloval sam v Mariboru v Mladinskem kulturnem centru, pa v časopisu, pa v študentskem radiju je bilo te populacije precej in je bila zelo voljna delovati. Skratka, me zanima, če imate v Ajdovščini tudi tovrstne programe, kjer bi se ta starostna struktura malo bolj intenzivno vključevala v dejavnosti. No, starejši od 30 let pa tako imamo že svoje projekte. Hvala. Torej, ja, teh oblik, bom rekel, imamo kar nekaj. Od tistih, ki, bom rekel, potekajo na zelo operativnem nivoju, pa seveda do tistih, ki so, bom rekel, tudi nekoliko bolj strateškega razmišljanja, torej o, bom rekel, prihodnosti generacij mladih, ki bodi si šele prihajajo, bodi si o aktualni generaciji mladih. Tudi, pa bom začel z nekimi, bom rekel, velikimi projekti, ki smo jih tudi mladi sooblikovali. Obiskali boste Mladinski center v Palah. Mladinski center v Palah ima pod 1400 kvadratnimi metri pravzaprav prostore za vsa ajdovska mladinska društva, za Mladinski center, imamo noter, bom rekel, to koncertno dvorano, bar, noter so porečeno mladinske organizacije, klub študentov, Mladinski svet, Inštitut za mladinsko politiko, medobčinsko društvo prijateljev mladine, taborniki, torej ogromno nekih organizacij in pa jasno tudi ta javni zavod. Projekt izgradnje Mladinskega centra je potekal neposredno, bom rekel, v neposrednem sodelovanju mladih, takrat sem bil še na tisti strani in ne še na občini in občine kot take. Torej, dejansko so mladi tisti center ustvarili sami, vloga občine je bila dejansko samo finančna podpora za razliko, ki se pravi za razliko, ki se
ni pridobila iz evropskih virov, ki so jih pa, oziroma smo jih, takrat sem bil rečeno še pri mladih, tudi sami pridobili. Torej, dejansko z našo aktivacijo kot mladinskega sveta smo pridobili vir v višini 900 000 evrov iz evropskih skladov, občina je predložila svojih 400-500 000 evrov zraven in pa jasno skrbela za samo investicijo v smislu gradnje. Tega se mladi nismo počeli. Smo pa mladi bili tisti, ki smo zrisali prostore, ki smo predvideli vsebine, ki smo pripravili programski načrt in tako naprej. Tako da, kar bom rekel, tesno sodelovanje, partnerstvo med mladimi in občino se je takrat vzpostavilo, tudi, bom rekel, na račun aktivne generacije mladih. In to aktivnost ne želimo ohranjati. Konec koncev imamo idealne infrastrukturne pogoje, mladinski center, ki ga boste obiskali, je pravzaprav zelo lepo urejen in je namenjen tem organiziranim aktivnostim mladih. Po drugi strani imamo še bivši mladinski center, imenujemo jo Stara hiša mladih, tisti objekt, kjer imamo pravzaprav sicer s pogodbami za skotane prostore, bom tako rekel, torej za mlade, ki se ne najdejo znotraj organiziranih oblik, ampak imajo tam prostore za ustvarjanje, različni bendi so noter, športne skupine, mladi posamezniki, ustvarjalci, taki drugačni. Torej, bom rekel, ti infrastrukturni pogoji, če ne naštevam športne infrastrukture in tako naprej, so res zelo dobri za to, bom rekel, aktivacijo mladih. Jih pa jasno kot občina zelo vključujemo v procese, ki se odvijajo, bodi si v neposredni povezavi, konkretno, če povem, ko smo pripravljali strategijo za mlade, smo rekli, mladi napištejo. In ko so jo mladi napisali, jo je pregledala uprava, sem jo pregledal jaz, in smo rekli, ok, tlele nimamo zmožnosti kot občina v naslednjih 6 letih, si bom zdaj izmislil, dati milijona v stanovanjsko politiko, dajmo 300 000, primer, kako je občina posegala v samo strategijo. So bili pa mladi sami, ki so napisali, katere ukrepe na področju stanovanjske politike želijo, katere na področju izobraževalne, zaposlovalne in tako naprej. Torej, mladi so sami strategijo razvoja mladih, zdaj imamo sprejeto za obdobje 19 do 23, sami spisali, pripravili in tista je, bom rekel, s temi korekturnimi popravki občine, dejansko tudi romala na sejo občinskega sveta in bila tam potrjena. Ogromno, bom rekel, ogromno stopno zaupanja imamo osebno do mladih in jih želim pravzaprav tudi skozi to učno polje teh mladinskih organizacij čim bolj spodbuditi k temu, da pravzaprav postanejo aktivni tvorci naše družbe. Oblikovana imamo tudi različna partnerstva, prej sem omenil lokalno partnerstvo za spodbujanje zaposlovanja mladih na lokalnem trgu dela. Tudi jasno, ta partnerstva ne morejo teči brez prisotnosti mladih, brez da sami mladi povejo, kaj tisto, kar si želijo. Iz tega konec koncev partnerstva so nastali dogodki, kot so Inkastra, kjer predstavljamo pravzaprav vse pokliče na našem območju. Izvedli smo iz tega partnerstva tudi analizo potreb po poklicih prihodnosti v Ajdovščini. Kaj smo imeli še? Senčenje na delovnem mestu, ki je bilo prej omenjeno, je tudi produkt pravzaprav tega partnerstva. Obiski šol v podjetjih, obiski podjetij v šolah. Torej, ogromno nekih teh, bom rekel, oblik sodelovanja. Mladi sami organizirajo dan mladih, kamor me povabijo, kjer je en del pravzaprav namenjen prav tej diskusiji med občino in mladimi o posameznih temah, v bistvu, ki jih mladi, bom rekel, prenesejo na plano. Zahvaljujoč aktivnemu mladinskemu svetu, bom rekel, ki združuje po eni strani organizirano mladino, po drugi strani po svoje aktivnosti privablja neorganizirano mladino, imamo to partnerstvo med mladimi in občino, bom rekel, na zelo visokem nivoju. In tukaj vam povem iskreno, kadarkoli mladi pridejo k meni, vedno bomo njihovo pobudo realizirali. Se še ni zgodilo, da bi eno pobudo mladih, ki bi bila, bom rekel, nekih normalnih okvirov, zavrnil, oziroma da še ne bi prišlo do realizacije. Samo en tak primer imamo, ker so prišli k meni z idejo, občina zgradi hotel, pa ga bomo mi upravljali, da se rekel, to ne bo šlo, ampak takoj, ko pridejo k meni v smislu tega, pač ne vem, rabimo workout park, rabimo skate park, rabimo karkoli tazga, v bistvu stvari delajo sami. Projektiranje skate parka, v bistvu se noben občinsko uprave ne ukvarja s tem projektiranjem. Smo rekli, najdite nekoga, ki bo znal sprojektirati tisto, kar boste skate park, kot ga sami želite, so ga našli, so naredili skate park, v bistvu in pač naša naloga je bila pa samo plačati tisti beton, da se je stvari ulilo, pa se tam zgodba in tako še nadaljuje in še na koncu izgradne. Tako da ogromno takih oblik, bom rekel, sodelovanja tesnega imamo, tudi medobčinski parlamenti, ki tečejo. Ogromno je res nekih aktivnosti, kjer mlade tudi v obdobju 15 do 29 spodbujamo.
Participativni proračun namenjen samo njim je eno od takih orodij. Imamo pa še, bom rekel, številne druge. Hvala. Še kakšno vprašanje? Ali še po poti kaj debatiramo samo takrat verjetno? Zdaj z mano žal ne, ja, ostaja pa Urška Zagin, pa tudi sodelavki Tina pa Sande, ki vas boja peljala okrog na Makedonijo v odgovore. Izvolite, ja. Ja. Se pravi, tam smo imeli konkretne predloge, za katere vem, da so bili tudi izglasovani pol. Izgradnja enega zunanjega fitnessa, to je bilo v eni krajevni skupnosti, izgradnja enega paviljona v mladinskem centru, ob mladinskem centru, ne zunaj v parku, ta še ni realiziran, ampak gre v izvedbo zdaj v jesenskem času. Potem je bil projekt galerije, bom rekel zunanje fotografske galerije. Enega takih projektov bo se v bistvu tudi na poti videli, bom rekel, so mladi spet podobnega prijavili. So pa tudi imeli nek vsebinski, se pravi tudi vsebinske pobude v smislu organizacije dogodkov in podobno. Tako da zelo raznoliki, večina jih je, bom rekel, tako tistih povezovanih med infrastrukturo in vsebino. Za mlade namenjamo 60.000 evrov, kar, bom rekel, glede na to, da vsi štartajo na projekte 15.000 evrov, pomeni, da izvedemo 4 projekte v tistem enem obdobju enega cikla. Tako da 60.000 damo pa tem projektom. Če smem še jaz vprašati nekaj, se pravi, večina jih štarta na 15.000, tudi pri normalnem participativnem proračunu ali je razpon? Ne, tudi pa normalne velika večina jih štarta v bistvu se približa temu znesku 15.000 evrov. Zato smo, tisti omenitev, ko sem prej govoril, 15.000 za projekt, ki je v eni vasi, 25.000, če se dve vasi povežeta. Imamo primere, ki štartajo na 25.000 in imamo primere, ki štartajo potem na 15.000. Ta omejitev je za to bolj postavljena, ker na vsako območje, tako kot sem prej rekel, za mlade 60.000, enak znesek je namenjen na primer vzhodu občine, območju, ki ga štejemo v vzhod, 60.000 evrov, enak znesek 60.000 evrov za mesto, 60.000 evrov za goro, to območje, bom rekel, nad Vipavsko dolino. Tako da tukaj smo nekje po paketih te enake zneske razdelili. In to, da vsi štartajo na 15.000, pomeni v praksi, da 4 projekte iz tega pa izpeljamo. Ja. Ne, to je celota. Tako. Če občina to ugotovi, se pravi ta komisija, ki presoja projekte, preden grejo projekte na glasovanje, se ga izloči in se ga ne da v glasovanje. Če je to ugotovljeno kasneje v fazi izvedbe, ampak ne gre za tako odstopanja, se nam ni zgodilo, ker vseeno opravimo močen filter prej, tudi uprava gre na teren pogledati stvari in tako naprej, se pravi, jih ne oceni samo na papirju, ampak res imamo relativno realno oceno vrednosti projekta. Če se to ugotovi med izvajanjem, potem se dogovorimo bodisi, da se projekt nekoliko okrne, v smislu tega, ne vem, če je bila planirana ena miza z 10 stoli, se zdaj karikiram, rečemo, bomo dali eno mizo pa 6 stolov, ali pa pravzaprav se pravi, da se ga okrne. To je ena od možnosti, druga možnost je pa ta, da se pa sami še zaktivirajo nekje druge, bom rekel, pa nesejo tiste 4 stole zraven, v smislu, bomo pa nekimi sami naredili, zato da bo znesek še vedno znotraj tega okvirja. Se tudi zgodi, ko ne gre drugače, da priložimo še tistih 1000, 2000, 3000 evrov, za kolikor smo se ušteli v izračunu. To je tudi odgovornost občine, ne samo predlagateljev. Občina je tista, in občinska uprava, ki pač projekte mora realno ovrednotiti. Po pravici ne pričakujem, da bojo občani dali točne cene, ne pričakujem pa od občinske uprave, da jih podala. In je odgovornost občine, če, bom rekel, smo spustili skozi filter komisije projekt, za katerega je bil ocenjen na 15.000, pa se to na koncu izkaže, da je 17 ali 18. Pač dodamo tiste sredstva na te občine. Časa bi potrebovali več, kot ga imajo na voljo, in sicer moja želja oziroma zahteva je, da od dneva, ko so pobude oddane, do dneva glasovanja ne mine več kot en mesec.
Pri čemer je treba upoštevati, da rabijo tudi ljudje 14 dni za to, da se jih seznani s projektom. Pomeni občinska uprava in komisija imajo 14 dni časa, torej 2 delovna tedna, da vse te predloge ovrednotijo in jih pregledajo. Je premalo, vedno mi povedal, da je premalo časa, ampak po drugi strani moramo pa upoštevati to, da ljudje ne bojo pozabili na to, kar so naredili. Podali so pobude, ne more pomiti 3 mesece, da jih bojo dobili v glasovanje. Bojo že pozabili, da so sploh nekaj poslali na občino. Zato je ta čas v bistvu ga je zahtevan, da je čim krajši. Konkretno znotraj enega meseca. Če se pravi, da sta še dve vprašanje, ali eno? Vprašanje čisto konkretno, kakšni kriteriji se odločite, kolikšen delež proračuna namenite za participacijo? In kakšen procent predstavlja to pri vas? Pri nas to predstavlja dober odstotek proračuna. Odločitev je bila sprejeta na podlagi tega, se pravi, ko smo tega verite osnovne postavili projekti 15 do 25 oziroma 5 do 15 oziroma 25 tisoč, da lahko znotraj vsakega območja občine izvedemo, kot rečeno, vsaj 4 neke projekte, govorimo itak o dvoletnem obdobju, in pol smo pogledali, koliko takih, bom rekel, enovitih območij imamo po občini in prišli skup, bom rekel, na koncu do zneska, zdaj suma je 420 tisoč evrov, ki jih vsake sproti razdeljujemo. Če bi imeli več, bi dali več. Ne izključujem tega, da bomo kdaj dali tudi večji delež v to vrstne projekte. Je pa res v bistvu, to je taka zelo arbitrarna odločitev. Kot rečeno, mi smo izhajali iz tega, da se vsaj nekaj projektov zgodi. Da ni tisto, da bojo imeli ljudje na glasovanju 20 projektov, izbrali bojo pa lahko enega. Bolj tudi motivacija ljudi pade. Ta formula, ki jo imamo zdaj, torej znotraj posameznega območja, imamo v glasovanju med 6 pa 10 projekti, pri katerih so pa 4 tehnike pa izbrali. In je verjetnost, da bo učink iz aktivnosti večji na ta račun. Lahko pa postavite kriterije, oziroma kdo postavi kriterije za izbor projektov, ki grejo v ministerstvo? Kriteriji so postavljeni z razpisom, formalno jih postavi sicer komisija za vloge in pobude občanov, oziroma tudi občinski svet odloča o tem, ampak jih ne omejujemo. Mi, se pravi, praktično izključni kriterij je ta finančni 5 do 15 oziroma 25 tisoč in to, da je zadeva izvedljiva s silami občine, bom povedal en primer, da se boste lažje predstavljali, in da je, se pravi, zadeva v pristojnostih občin. Torej, če bi nekdo predlagal odplakovanje svojega dvorišča, bi ga pač komisija zavrnila, ker pač občina ne vlaga v zasebne zadeve, ampak vlaga v javne. Drug primer te sile občine, kaj mislim tle v praksi, imeli smo primer, ko je prijavilo neko društvo, oziroma pač ni bilo društvo, nek posameznik prijavil iz krajevne skupnosti, da bi želeli, da občina kupi šotor preditveni in ga imajo poloni na voljo, da ga ni treba skozi sproti plačevati. Pa smo ta projekt izločili iz razloga, ker občina nima človeških virov za upravljanje tega šotora. Torej, nimamo nikoga, ki bi ga znal postaviti, vzdrževati, nimamo skladišč, ker bo zadeva hranjena in tako naprej. Tako da so to tisti razlogi, zaradi katerih pol zadevo zavrnemo. Ni pa tako, da bo, nekdo je prijavil, bom rekel, turistično tablo z vsebino na temo enega kraja, da bo iz tega omen pa ni všeč, bi rajo oni drugi kraj, da bi se ga pol umakalo. To pa ne. Takih razlogov pa ni. In čisto zadnje, kako odreagirajo predlagatelji, ki niso izbrani in kako recimo rešujete morebitne? Zelo motivirani so, da v naslednjem ciklu ponovijo projekt, da še enkrat prijavijo, se bolj potrudijo za to, da je projekt izveden. Imamo pa 2 primera takih, ki niso bili izglasovani in so bili po moji presoji izjemno dobri in vsebinsko izjemno pripomorejo in smo jih kljub temu izvedli. Iz, bom rekel, drugega dela občinskega proračuna. So pa, bom rekel, zelo motivirani in želijo ponoviti projekt. Zadnje vprašanje, evo. Mogoče malo nekretno, kaj pa če bi recimo ena vaška skupnost prijavila novo parkirišče ali pa neka taka zadeva, ki bi bila mogoče v nasprotju z občinskimi strategijami. Imate tukaj že vzpostavljene kakšne varovalke ali takšnih pobud sploh še ni bilo? So bile pobude, tudi po novih parkiriščih in smo jih naredili. Kot rečeno, čim je zadeva, bom rekel, v pristojnosti občine in je po zakonu dovoljena, jo izvedemo. Ne posegamo vsebinsko noter. Tako da takih primerov, da bi, bom rekel, da ne bi bili projekti skladni samo strategijo občine ali karkoli. So projekti, kjer bi jih jaz rekel, ok, vse je fajn, ampak lahko jih izvedemo čez 10 let.
se ne mudi, ni prioriteta in tako naprej. So taki primeri, zagotovo, ampak če so izglasovani, grejo v proračun. Ne. Tako da v bistvu prav takih primerov, da bi rekli, ne vem, to so projekti, ki jih ne moramo izvesti, ali pa bi bilo bolj, da jih ne izvedemo, takih primerov ni. Imamo kakšen primer, kjer se pol, bom rekel, uskladimo o mikrolokaciji, primer predlagajo avtobusno čakalnico ljudje, ne vem, ob domu krajanov, ne, pa mi rečemo, da ga posebno na tisto drugo lokacijo, ne, pa se seveda te stvari dogovorijo potem s pobudniki, praviloma v bistvu te, bom rekel, bolj nasvete stroke upoštevajo. Če pa ne bi ga pa izvedli, ker so sami želeli. Ne. Najlepša hvala. Županu, malo smo presegali čas, tako da res hvala za vaš čas in tudi seveda predstavnici Inštituta za mladinsko politiko, Urški Milač. In zdaj bi jaz vas rad povabil k ogledu dela teh praks, kolikor smo jih pač lahko na nekem peš sprehodu si zastavili, se pravi, vse so tle pravzaprav nekje v mestu. In potem se vrnemo nazaj sem, tako da če želite, lahko tudi pustite tukaj vaše stvari. Zunaj so dane publikacije, tudi ki si jih lahko za nazaj, ko boste odhajali, potem poberete, za vsakega je ena, dovolj jih je, no, skratka. In pa če se je kdo slučajno pozabil na ta spisek, ki smo ga zdaj dolžni danes postaviti, se pravi kontaktov, če se je kdo pozabil podpisati, ali pa če se še ni, ga lepo prosimo, da dopolni tam na sodelavka Nina, ki pomaga pri, oziroma ki je tole pač organizirala, je tam na voljo. Še enkrat hvala gospodu županu in se vidimo.